Dober dan vsem skupaj na še enem olimpijskem klubu v Maksiju. Predstavili bomo jadralce, ki imajo glede na rezultate v zadnjih letih lahko kar smele načrte na olimpijskih igrah v Riu. Začel bi s podpredsednikom Jadralne zveze in očetom Vasilija Žbogarja, Stanislavom Žbogarjem, zraven Jure Žbogar, Vasilij Žbogar, potem pa Tina Mrak in Veronika Macarol ter njun trener Tomaž Čopi. Za začetek podpredsednika zveze, kakšna so pričakovanja pa načrti zveze, da s tem vprašanjem opravimo, pa potem celo smo lepši. Ja, govoriti manj kot medalje, jasno, vsi pričakujemo medalje. Posebno, če pogledamo pri Vasilju, če gre na olimpijske igre z 2 medaljami, potem ne gremo po 4. mesto, ampak gremo po medaljo. Punce pa ravno tako. Tako kot so zdaj pripravljeni, tako kot so v formi, kot delajo, smo v sami špici, tako da so pričakovanja zelo velika. Jasno, do tja ni bilo lahko, ogromno dela smo vložili, jaz upam, da se nam bo to obrestovalo in da bomo po olimpijskih igrah veseli. Jaz imam toliko za enkrat, če pa še kaj. V nadaljevanju. Mogoče takoj naprej na Vasilija. Kar nekaj časa je minilo, odkar si zadnjič tekmoval. Zakaj tako odločitev? Izkušnje so na tvoji strani, mogoče pojasnilo, zakaj Palma de Mallorca bila zadnja tekma? Mislim, da imam dovolj regatnih izkušenj, da bi potreboval še dodatne regate. Tudi večina ostalih jadralcev je prav tako imelo zelo podoben program. Razred fin je fizično zelo zahteven in jaz, ki imam tudi že svoje leta, potrebujem dosti več časa regeneracije kot ostali, tako da si 2 regat v 2-3 mesecih zelo težko predstavljam. Tako da smo regate spustili plansko in delali dosti na pripravah. Imel sem s sabo dobre sparing partnerje, kar pomeni, da smo praktično vsak dan jadrali regate in da dvobojev mi ne primanjkuje. In drugo je, da treba iti na olimpijske igre z eno veliko željo po tekmovanju in ta želja se trenutno stopnjuje in upam, da smo tako dobro tempirali, da na olimpijskih igrah bom imel to željo za jadrati, za tekmovati in za premagovati ostale. Izpustil si tudi svetovno prvenstvo, kjer bi branil medaljo. To je pa prva medalja iz svetovnih prvenstvih osvojena na Novi Zelandiji. Ja, to je bilo res prigarana medalja, tokrat sem bil blizu in evo, zdaj sem vesel, da imam praktično vse 3, ko jih pojmujejo pri nas v razredu FIN, spravi Evropsko, svetovno in olimpijske igre. Peščica jadralcev oziroma na prstene roke se lahko sešteje te jadralce, tako da imam vse 3 medalje in svetovno prvenstvo, kot sem povedal, je odpovedalo večina dobrih jadralcev, 10 do 15 tisti, ki se bojo borili za olimpijske medalje v Riu, tako da ni nič čudno, da smo se mi, razen Gilesa Scotta seveda, ki je branil zlato medaljo, on pa je tudi mlajši in si lahko privošči kakšno regato več. Ostali pa smo se res po regati na Palmi skoncentrirali samo na olimpijske igre. Pa jasno, jarnico je bilo potrebno spraviti v Rio. Mogoče Jure, zelo redko je bratka naveza trener pa tekmovalec, posebej, če je trener mlajši od tekmovalca. Kar nekaj zadreg sem slišal, je bilo na to temo na samem začetku, kjer mogoče Vasilij, če se poveš to anekdoto. Enkrat smo prišli na regato in smo se šla prijaviti, ponavadi se prijavi trener in tekmovalec in potem je bila ena starejša ženska, ki je bila na prijavah in reče, da jaz sem se prijavljal, ja, trener. In je mislila, da je on tekmovalec. Ma ne, jaz sem tekmovalec, on je torej pol ni vedela, bila ena zmučka in v glavnem so oni mislili, da je on jadralec, jaz pa trener.
Je obratno, ampak čeprav je Jure mlad trener, je zelo uspešen v tem poklicu, se je izkazal kot zelo dobrega. Mislim, da ko je, to tudi on povedal, ko imamo odnose trener-jadralec, bratski odnos odpade. To bo lahko povedal tudi on, da kolikokrat se kregamo, kolikokrat on zgubi živce, kolikokrat jaz. Ampak vse za to, da gremo naprej, da smo čim boljši, da so treningi čim boljši in da ženemo te uspehe, ki smo jih. In odkar je prišel on v ekipo, mi je meni razbremenil dosti stvari, dobro me pozna, ve, kakšne so moje potrebe in zaenkrat jih izpolnjuje maksimalno, se trudi za to, da je enakovreden in da imam jaz enakovredne pogoje, kot vsi ostali jadralci. Jure, verjetno te zdaj v zadnjem obdobju ne zamenjujejo več, ker si že stalni član jadralne družine. Verjetno je bilo kar precej težav z logistiko, kar se tiče pošiljanja jadrnic oziroma pa mogoče bo pozneje Vasilij tudi povedal razliko med laserjem in finom. Recimo laser je standardna jadrnica, ne? Ja, jadrnica laser je standardna, katero dobiš na svetovnem prvenstvu olimpijskih igrah, ne. Kot so fin 470 in še par drugih klas, pa moraš ti sam svojo jadrnico zagotoviti na prvenstvu. Mi smo imeli srečo, v bistvu smo se tako trudili, da smo tako mi kot punce že lani poslali jadrnice dol, gumenjake in vse, tako da smo lahko nemotrno trenirali. Kajti kontejner, ki ga organizira olimpijski komite, je šel šele pred enim mesecem in pride 25. julija dol, to se pravi 10 dni pred začetkom olimpijskih iger, kar za nas je bilo prepozno. Tako da smo mogli to že lani razmišljati, kaj in kako bomo naredili, ne. Mogoče Tomažu Čopiju takoj v nadaljevanju, če lahko tudi poveš o logistiki jadrnice za dekleti, predvsem zato, ker mislim, da imate obe jadrnici vi izven Slovenije. Kaj misliš? Ja. Ja, mi sicer, jaz sem za punce si želel, da bi ta druga jadrnica, ta novejša, ki je prišla lani jeseni, da bi še nekaj cajta ostala v Evropi, da bi se lahko punce udeležile regate v Emotu za svetovni pokal. Na prizorišču zadnjih olimpijskih iger v Londonu, pač žal splet okoliščin z olimpijskim komitejem je šel, kakor je šel in kontejner je mogel iti pred, kakor je rekel Jure. In ta jadrnica je mogla iti not, kajti drugih variant ni bilo, razen z avionom, to bi pa, ne vem, podražalo zadeve in tako da so punce zdaj praktično nekaj več kot 2 tedna brez celotne jadralne opreme, kar moram reči, po eni strani ni dobro, po drugi strani pa je tako, kot je rekel Vasilij, želja po borbi na morju se s tem sigurno dviguje. Jaz verjamem, da punce kome čakajo, da spet stopijo jadrnico in da začnejo jadrati in glede na to, da je bil zdaj ta trening doma bolj prirejen na obali, se bo dol v Riu poleg obale še na morju bistveno več dogajalo, tako da bojo zelo žuljaste prišli nazaj, sigurno. Tini Mrak, najprej povem, da sta letos bili tretji na Evropskem prvenstvu, lani zlati, tako da tista trditev na začetku o kolajnah mogoče ni samo za Vasilija. Najprej, kakšne so pričakovanja na olimpijskih igrah v Riu? Zate bojo to druge igre z drugo partnerko. Ja, sigurno pač v Rio odhajam pač z nekimi višjimi cilji in željami, kot je bilo v Londonu. V Londonu so bile zame prve igre, sedaj pač imam že nekaj izkušenj in vem, kako se to poteka. Sigurno smo zdaj v zadnjih 4 letih z Veronico opravili zelo veliko dela. Vsako leto smo nekako stopnjevali mesta in bili vedno boljši in boljši. Tako da sigurno v Riu želimo čim bolje odjadrati in pač doseči ta nek najin cilj, ki smo si ga zadali. Kakšen je pa
pričakovanje olimpijskega krsta Veronike? Ja, to bo zdaj zame prve olimpijske igre. Sigurno ima Tina malo več izkušenj kot jaz. Ampak ja, mislim, da v teh 4 letih sva veliko napredovali in skupaj zrasli, tako da mislim, da sva sposobni doseči res dober rezultat. Mogoče kar nadaljevanje z vprašanjem, kaj je bilo teh 14 dni na suhem, kaj ste počeli, glede na to, da jadrnice niste imeli? Ja, večji poudarek smo imeli na fizični pripravi, kadar smo lahko opravili 2 treninga na dan, ampak ko imamo druge obveznosti, to je kot danes, pač samo enega. In ja, sigurno bomo zdaj po tolkem času bolj z veseljem stopili na jadrnico, po dolgem času. Vi ste imeli kot ekipa tudi kar precej težav z nabiranjem denarja še lani oziroma pred časom. Kako ste do teh sredstev prišli, da imate zdaj lahko jadrnico in da ste lahko konkurenčni ostalim? Ker ste imeli neko akcijo nabiranja in podobne stvari, ne? Ja, večji problem smo, ker smo rabili novo jadrnico za olimpijske igre. Sicer smo imeli do prej samo eno in nam ni bilo dovolj, ker smo imeli regate v Evropi in pač priprave v Riu, tako da nujno potrebna nam je bila še ena jadrnica. In ja, tako da smo to nekako rešili tudi sponzorji in zaenkrat je vse v redu, no. Tina Mrak, katero od teh 2 jadrnic bo tista, ki bo na olimpijskih regatnih poljih? Ja, kot že rečeno, pač to novo jadrnico smo dobili lani jeseni. Z njo smo trenirali večinoma doma in prvič na regati na Palmi letos. Tako da sigurno zdaj, ko pride nova v Rio, bova tudi dol trenirali z njo naprej, vendar se bomo pač tik pred začetkom iger odločili, katera bo tista olimpijska. Sta pa jadrnici od enakega proizvajalca, nastavitve imamo zelo podobne, tako da sta praktično identični. Tudi stara je še vedno v zelo dobrem stanju. Z njo smo jadrali svetovno prvenstvo in vse priprave v Riu do sedaj, tako da pač ja, glavna odločitev bo padla pred meritvami iger. Podpredsedniku zveze, kakšne so cene teh jadrnic, mogoče tudi vprašanje, ker se zdaj pogovarjamo ravno o tem. Ja, to dela, ja. Cene so različne. Če hočemo imeti res dobro kvalitetno jadrnico, je 20.000 evrov, če govorim za 470 približno, dajte mi popraviti, je 20.000 evrov plus vsa oprema minimum, kar lahko doseže. Kljub temu, da morajo imeti par jadr, par jamborov in to testirati in gledati in tako dalje, tako da je zelo velik zalogaj. Za Fina je ravno tako, približno kot barka sama, je pa jambor, ki jih mora imeti 5-6 jamborov, ki mora proti vsak jambor vsaj 6.000 evrov in to v Švici posebno delan in to pripela dol in če to zračunate, da zdaj trenutno ima 5 jamborov v Riu, krat 6 plus vse jadra in plus vse, je to zelo draga zadeva. Če bi dovolite, jaz bi samo še eno stvar povedal, kar je za nas jadralce zelo težko. Vse regate v olimpijskih igrah, ki so izven Evrope, je za nas logistično strašno težko. Prvič logistično, drugič pa tudi za same tekmovalce zelo obremenjujoče. Kakor je rekel prej, mora imeti 2 barke, ena barka tukaj, raje bi imeli tukaj še eno barko, da bi šli v Imund, da bi še te regate eno tam, ampak prevoz jadrnice od tukaj v Rio je 2 meseca ali pa 45 dni po ta boljših, ne. Zdaj pa, če to računate, boste videli, koliko časa se zgubi samo s prevozom in to jadrnice in tako dalje. Se pravi, da vse, kar je izven Evrope, je za nas zelo težko. Finančno zelo drago in časovno tako so omejeni, kar se tiče treningov priprav. Seveda nismo mi tako bogata država, kot so lahko Angleži, ki so tam, imajo baze in imajo avione in se vozijo gor in dol, ampak jaz mislim, da kljub temu bomo kakšnemu Anglezu še pokazali, da kljub temu znamo jadrati. Hvala. Mogoče Tomaž Šopi. Ena od pomembnih stvari je takrat, ko ni tekem, iskanje partnerjev pa načina treninga. Glede na to, da si bil uspešen velikokrat tudi na olimpijskih igrah, me zanima, kako ste se pripravili na letošnje igre v Riu, kar se tega tiče z iskanjem partnerjem in podobno.
No, mi nismo iskali zdaj, da bi imele punce neke, bom rekel, točno določene partnerje. Več ali manj smo se dogovarjali na treningih ali pa pred samo regato, da se s kom dobimo in probamo potrenirati skupaj. Drugače smo, da je lani se je ena posadka iz Italije osebno angažirala, da bi se priključila Tini in Veroniki in nekako smo se posvetovali in smo jim dovolili in pred 10 dnevi smo zvedeli, da gre tudi ta posadka zdaj na olimpijado, kar bom rekel, puncam sigurno bo pomagalo zdaj na naslednjih pripravah drugi teden, ko gremo spet v Rio. Kajti treba vedeti, da te močne države, recimo, ne, to, kar je prej podpredsednik povedal, recimo, jaz recimo, ker zdaj spremljam punce, recimo na zadnjih pripravah v Riu so bile 4 Angležinje z posadko, ki gre na olimpijado, spravi posadka, ki gre na olimpijado plus 3 punce še zraven, ne. In oni ne rabijo nas, da smo mi zraven, ne. Oni so sami sebi zadostni in se ni tako, se oni hoče, da so Tina in Veronike zraven, zato ker so one dve dobre in je to za njih dobra primerjava, ampak samo hočem nekako vam ponazoriti, kako to zgleda v nekih močnih državah, tako da bomo tudi mi imeli tokrat recimo v eni posadki, da bo motivacija na treningu še višja. Po eni strani je lažje, govorim lažje, ker ni konkurence priti na olimpijske igre, razen pač pri Borice je treba kvoto, ampak kako bi Tina to opisala, to v bistvu pomanjkanje možnosti treninga v bližji okolici, tudi izven Slovenije? Ja, pač v Sloveniji je vedno manj jadralcev, to je sigurno slabo, ampak vse regate so dokaj blizu ena drugi, tako da z Veroniko v zadnjem obdobju večinoma jadrava v tujini in tudi kot je že prej Tomaž omenil, na vsako regato pač se odpravimo nekaj dni prej in tam opravimo še krajše priprave, tako da jadramo večinoma pač na prizorišču, kjer bo regata. In ja, pač za London smo imeli tudi posadko iz Hrvaške, po Londonu je ta posadka razpadla, tako da so pač punce prenehale, so zamenjali razred in nekaj časa nazaj smo jadrali tudi z eno posadko iz Trsta, prav tako žensko, ampak ja, kot sem rekla že prej, da večinoma jadrava po tujini, greva z ene regate na drugo, doma smo le kratek čas in to izkoristiva bolj za počitek in kondicijo, tako da sigurno bi bila pa dobrodošla še kakšna posadka doma, saj vedno se radi vračamo v domač zaliv in radi jadrava tudi v Sloveniji. Sta bili že v Riu že nekajkrat na pripravah, mogoče Veronika, verjetno neke živčnosti pred prvimi olimpijskimi igrami je, ampak poznavanje terena pa tudi. Ja, prvič so se odpravili lani avgusta na predolimpijsko regato, potem smo opravili priprave še po zimi in zdaj se mislim odpravimo že 5. v Rio, tako da smo se kar seznanili s pogoji in tako nam je nekaj že znano. Ampak ja, sigurno je dobro, da zdaj trenutno se osredotočimo le na Rio, ker v vsakem kraju so pogoji različni in za Rio so res zelo specifični, predvsem v zalivu in tudi na oceanu so pogoji čisto drugačni. Tako da je dobro, da mislim, da čim več jadramo na teh olimpijskih poljih. Tudi umazana voda ne moti? Ja, tudi na to se moramo navaditi. Potem pa mogoče Tini eno vprašanje o Ziki. Mislim, da je veliko govora bilo v zadnjem obdobju o tem komarju, pa me zanima, kako ste se na to privadili, glede na to, da ste kar nekaj mesecev že bili tam. Ja, v bistvu na začetku nismo niti dobro vedeli, pač, da ta problem obstaja. To mislim, da prvič smo zasledili decembra, ampak nič, s tem se prava čim manj ukvarjati in o tem razmišljati. Mogoče ima pri tem Veronika malo več težav, se ponovadi komarji večinoma njo napadajo in pikajo, ampak ne vem, zaenkrat nismo imeli nekih večjih problemov, no. Vasilija ne bom vprašal o komarjih, ampak glede na to, da je bil
edini slovenski jadralec doslej, ki je nastopil na Pokalu Amerike, edini, ki ima olimpijske medalje. Me zanima, a je ta Rio, kakšen odnos imaš do tega tekmovanja, pa to, če bi primerjal recimo Pokal Amerike pa olimpijske igre. Ma dobro, primerjati Pokal Amerika in olimpijske igre je nesmiselno. To so drugačna športa, prav tako Volvo Ocean Race, to so drugačni športi. Vsak jadralec ali pa na American Cupu, na Volvo Ocean Raceu vam povedal, da je olimpijsko jadranje vrhunec jadranja v smislu športne karijere jadralca. American Cup je več ali manj igra denarja, bolj kot jadralcev. Volvo Ocean Race je bolj igra preživetja, tako da so to ne moremo primerjati z olimpijskim jadranjem. Olimpijsko jadranje je dosti bolj zahtevno, kar se tiče FINA, postalo v zadnjih letih fizično, vedno uporabljeno besedo brutalno, ker je dejansko brutalno, ker če nisi dobro fizično pripravljen, pogoriš po 2-3 dneh, FIN te uniči. Barka, ki ti vzeme toliko energije, da je čudo. Zato je tudi, jaz se tudi malo sam sebi čudim, kako se še zmeraj dobro počutim kljub svojim letom, ampak naslednji najmlajši jadralec je 10 let mlajši kot jaz. Tako da so vsi jadralci zelo mladi in Mogoče tukaj še nadaljevanje. Ti si imel kar precej dela, da si pridobil kilažo, ker v FINU je čist drugačna kategorija tekmovalcev, mogoče še ta del. ja, evo, to je en takšen detalj, ki je zelo pomemben bil. Brat me pozna, takrat, ko je prišel v ekipo. Jaz sem, vprašajte, koliko sem jaz jedel, ko sem prestopil iz razreda laser v razred FIN in še kasneje po Londonu. Jedel sem po 80 obrokov na dan, po noči sem se zbudil, da sem jedel, ker nikakor nisem mogel pridobiti kilaže. Kljub temu, da sem imel trenerje in vse skupaj. In ko je prišel moj brat v ekipo, ko je nekaj časa to sledil, je rekel, čakaj, tukaj nekaj ni v redu. In ugotovili smo, da sem intoleranten na laktozo in ker je on zahteval, da naredimo razne raziskave, kljub temu, da smo imeli zdravniške preglede. In ko smo to ugotovili, dali ven to laktozo, so šle kile vse skupaj in moje počutje je šlo 100-krat boljše, kot je bilo prej, neprijemljivo in sem kile hitro pridobil. Nažalost smo to ugotovili šele pred letom in pol in sem se 4 leta neznosno mučil za to, da sem in dosti jedel in imel približno dobro kilažo in bil fizično dobro in dosti krat sem bil izčrpan. Kot veste, sem končal v bolnici, bil sem na Bledu v bolnici 3-4 dni, ker sem bil totalno izčrpan in nikjer nisem mogli gotoviti. In evo, potem smo splet slučajev in zahvala bratu, da smo to odkrili in takrat se je marsikaj spremenilo. Treningi so se lahko spremenili, so lahko bili vedno težji in celotno moje jadranje se je spremenilo. Mogoče še ti imaš stalno bazo, kar se treninga tiče, kako si organiziral, pa kako si v zadnjem času spremenil, recimo Trevor Millar je spet v tvoji ekipi. No, Trevor Millar je vodja slovenske reprezentance v Riu. On sodeluje kot zunanji sodelavec in nam pomaga nekako organizirati in seveda kasneje jaz upam probleme, ki bomo imeli, reševati v Riu. Jaz sem vedno, kot iz majhne države, nisem imel druge možnosti kot to, da si naredim okoli sebe ekipo jadralcev, s katerimi lahko konstantno treniram. To je eno vse, treba biti vsak dan na vodi, vsak dan imeti konkurente, dobre, nekoga, ki te sili, da čim več treniraš, da je zraven tebe, ker ti je hitrost jadrnice zelo pomembna in hitrost jadrnice, tako v laserju kot v FINU, pa je odvisno od koliko si ti fizično pripravljen. Spravi, trebaš dosti viseti, vsak dan treba iti na vodo viseti. In prav tako sem to prelil v FINA. Kot sem Tomaž prej rekel, da velike države, Francozi, Angleži, Avstralci, Novozelandci
imajo že svoje ekipe okoli sebe in ne potrebujejo drugih jadralcev, tako da se je z njimi karkoli težko zmeniti in prav tako sem mogel jaz si narediti ekipo jadralcev, takšni, ki meni odgovarjajo, ki želijo treninga, mogoče niso lih tako dobri, ampak želijo se dosti naučiti, želijo treninga in so zagriženi in seveda vedno pogledam za to, da imam jadralca v ekipi, ki je dober po močnem vetru, jadranca, ki je dober po lahkem vetru, jaz pa nekako vse to kombiniram. In to smo se takrat pred leti odločili v Valenciji in mislim, da smo zdaj v zadnjem dobu ta ekipa res bila zelo homogena. Res je, da na olimpijskih igrah bomo bili konkurenti, ampak smo iz majhnih držav in če ne stopimo skupaj, prav mi jadralci iz majhnih držav in treniramo skupaj, nimamo absolutno sam po sebi neke možnosti za to, da lahko smo na visokih mestih na olimpijskih igrah. V razredu fin pa je še toliko bolj pomembno kot v laserju. V laserju ni bilo treba razmišljati o materialih, o jadrih, o jamborjih. V finu praktično vsak dan poizkušamo nova jadra, nove jamborje, namestitve drugačne jadrnice in dobri sparing partnerji so tu ključnega pomena. Mogoče še eno vprašanje, da ta sklop končamo. Ti si nedavno končal, oziroma lani končal toči študij, ob vseh tekmovanjih obveznosti, vmes si se ustvaril tudi družino, tvoj sin ima pomenljivo ime Talin. Kako ti je uspelo vse tukaj to uskladiti, glede na to, da si ogromno tudi zunaj Slovenije, praktično si že vzel špansko državljanstvo? No, študij je bil kar dolg, glede na to, da sem ga predlani končal. Vedno sem imel v glavi, da bi rad imel stik z šolo. Največkrat mi je prišla prav, ko sem imel razne poškodbe. Enkrat, ko mi je počela trebušna mišica, sem bil 3-4 dni brez, praktično nisem se smel premikati in sem izkoristil za se učiti, pa sem naredil par izpitov, rebla sem imel zlomljena, pa koleno sem imel poškodovano, tako da sem takrat izkoristil za to, da se bi po domače ne bi zmešalo, sem raje se primil nečesa in končal študij. Družina pa je tukaj zelo pomembna, podpira me na vsakem vogalu. Trenutno imeti sina ob sebi, čeprav mogoče preživim pol ure na dan z njim, mi pomaga se odklopiti od vsega, od olimpijskih iger, od priprav, od treningov in mi vlije ogromno dobre volje in me, kar je najpomembno, vedno spodbuja in vidim, da čeprav ima 3 leta, že dosti stvari razume in navija za mene. Večjih poškodb Tina pa Veronika niste imeli, ampak vendarle kako rešujete to recimo v tujini, če prije do česa podobnega? Ja, kot ste omenili, pač z Veroniko niso imeli nobenih takih večjih poškodb, da bi mogli biti prav odsotni z jadrnice. Mogoče Veronika? Ja, edino sem imela v bistvu leta 2013, ko smo imeli svetovno prvenstvo v Santanderju. Prej smo se odpravili tam na priprave, saj regata je bila zelo pomembna, ker smo lovili normo prvič in treninge smo imeli res zelo intenzivne in takrat sem imela natrgano mišico na hrbtu. Pač poškodbo sem čutila že prej, ampak smo imeli tam trening regate in ko si tako daleč od doma, ne veš, kaj se obrniti in se je pol ta poškodba malo poslabšala in sva z Tino 1 mesec mogli si vzeti malo pauze, da se to v bistvu pozdravilo. Pa mogoče tudi za vaju to usklajevanje študija pa privatnega življenja, mogoče če opišete še to. Ja, s Tino sva jadrali že prej kot mladinki in jaz sem pol zaradi študija prekinila to za par let, ker pač se nisem mogla osredotočiti na oboje, nikakor ni šlo. In sedaj s Tino pač popolnoma osredotočimo samo na jadranje, jaz sem malo si vzela pauze, sem rekla, da bom raje po Riu končala šolo in nikakor oboje mi ne uspe, no. Tako da trenutno samo na jadranje mislim. Tina? Ja, jaz sem pač študij zaključila takoj ono leto po olimpijadi v Londonu, tako da je pač bilo mogoče zame malo lažje
ker pač po Londonu niso bili tako intenzivni treningi, bili so več časa doma, tako da sem pač takrat opravljala še te zadnje izpite in prakso, tako da sem to skrb dala pač na stran, da se pač zdaj lahko osredotočim samo na jadranje. In ja, sigurno je težko, če si skozi okolje po regatah, da pač dve stvari opraviš zelo dobro, tako da pač jaz imam pri tem en manjši plus. No. Zanima me, če ima kdo od kolegov kakšno vprašanje še? Mene samo zanima, ti transporti jadrnic, vemo, kolikrat se zgodi recimo, da s potovanja prideš pa z letala pride poškodovan kovček, a je tudi tu kakšna varovalka, če slučajno vi pridete na prizorišče, pa material pride tja poškodovan? Zato je bilo pomembno, da smo poslali že leto nazaj, ker zgodi se lahko, recimo, dosti sojadralcev pošilja jamborje po avionu, samo je velik rizik. In mi smo ga raje po kontejnerju, smo bili nekaj časa oziroma smo naredili vse kopije jamborjev, da imamo v Evropi. In je sigurno, še posebej poznam zdaj dva jadralca, ki sta trenutno poslala jadrnice dol, se lahko dosti stvari zgodi. Nam recimo v Novo Zelandiji na svetovnem prvenstvu se je jambor zvil v karbon in je ta nov high modules material, ki je bil vezan s steklom, se je pač pod določeno temperaturo začel kriviti in smo imeli strašno velike probleme v Novi Zelandiji, da smo lahko normalno odvozili svetovno prvenstvo. In ko smo prišli nazaj, se je ta jambor še dodatno zvil in je praktično neuporaben in smo mogli novega naročiti. To je za nas zelo težko, ker z ene strani so to veliki finančni zalogaji, z druge strani pa se ti, če imaš dober material in dober jambor in dobro jadro, da se ti kaj spremeni, polje to moraš vse začeti še enkrat znova. Tako da, kar se tiče jadrnice same, trupa jadrnice, je tudi zlahka za popraviti, če se razbija ali karkoli, ker je navadna plastika. Jambori in jadra pa so tukaj dosti bolj občutljivi. Mi recimo edino, kar imamo problem, je zdaj v Riju, da iščemo jadrarja, ki bi nam lahko krojil malo jadra. To je brat na preži in iščemo, kajti sigurno bomo mogli nekaj stvari spremeniti. Tako da so takšni majhni detalji, ki jih imamo, poleg teh, da se lahko karkoli zgodi, moramo imeti konstantno nekoga na liniji, da nam lahko tudi to popravi oziroma prilagodi. Kaj bi šele bilo na Novi Zelandiji, če ne bi bilo te okvare? Ja, res je, jaz ne moram reči, da sem v Novi Zelandiji počutil ne vem kako dobro, šli smo dobro, ampak nekaj dejansko je bilo, mi nismo takoj ugotovili, da se je tako zvil jambor, ko se dejansko je zvil, ampak potem smo šele proti koncu. Svetovno prvenstvo v Novi Zelandiji je bila tudi sreča, ker so tudi jadralci drugi dosti nihali, pa je bilo ta možnost za višjega mesta dosti lažja. Ampak takšne stvari se ne smemo dovoliti, zato imamo že vse dol, je že vse pripravljeno praktično in upam, da se ne bi smelo nič zgoditi. Lahko pa se zgodi med samo regato, lahko se zaletijo, lahko se dva jamborja zaletista in praktično poči jambor in moraš imeti vedno rezervo, moraš imeti rezervo v jadrih, rezervo v jamborih. To so vse stvari, ki jih mora trener oziroma jaz razmišljati, da imamo, kajti to so stvari, ki se dogajajo. Moraš imeti nekoga, ki ti bo zakrpal barko, če se razbije in mi ljudi za takšne stvari s sabo ne moramo imati, ne moramo privoščiti in smo malo vezani na druge in probamo nekako to uskladiti, da poteka vse normalno. Je pa sigurno dosti pripetljajev, ki pa moraš biti pripravljen, kajti če nimaš niti možnosti za reagirati.
Kako te tehnične težave rešujeta Tina, Veronika, po domače šraufanje jadrnice? Katera je tista, ki ima več talenta? Ja, sigurno je pač 470 tudi ena taka klasa, ki se nam vedno nekaj novega pripeti, se kaj poškoduje in večino prova stvari same rešiti. Sigurno, če kaj ne znava ali pa se z ničem ne znava spopasti, je tukaj še Tomaž, ki nama pač priskoči na pomoč, tako da ja, sigurno sva doživeli že marsikaj, tudi vsakič na vodi, ko nam kaj poči, se poškoduje, imava tudi medve dosti rezervnih delov, kar na morju, na trenerskem čovnu. Tudi za olimpijado vsaka posadka mora dati še en dodaten špinaker merilcu pač na čovn in imava tako pač že eno rezervno jadro pač direktno na regatnem polju. In kaj? Tomaž, kar nadaljno. Ja, ne samo bom dodal, da jadranje je pač tehnični šport, med drugim tudi, ne. Poleg tega, da treba znati regatna pravila v angleščini, ko imaš kakšen protest, pa še druge stvari. Tako da, glede na to, da je to tehnični šport, je pač jaz sem zmeraj punce učil, da si morajo znati same pripraviti vse, kajti vedeti morate, da trener do 5 minut pred štartom lahko še kaj pomaga, posel pone dve praktično ali pa Vasilij sam sabo in z njegovo opremo. In lahko se tudi kaj zgodi v, ne vem, recimo tik pred štartom in pač moraš odreagirati in probati rešiti zadevo, da lahko še v štartu štartaš. Tako da vsak jadralec mora jadrnico sam poznati do potankosti, proba tudi to popraviti, tako da zdaj so sicer rekli, da tle jaz se bolj trudim ne pomagati, zato da one naredijo to same, ne. Drugače pa, tako kot je rekel prej Vasilij, v Braziliji je sicer veliko teh delavnic. Zadnji jim je šel en huk sistem na Jamborju in smo imeli kar težavo in so šli enemu tam v eno praktično delavnico, ki je težko reči, da je delavnica, in so to tam neki varili in zvarili, ampak mislim, tako da se treba znajdeti, no, ni enostavno, še posebej v Braziliji, treba vedeti, to ni Evropa ali pa New Zealand, Avstralija, Amerika, Anglija, to je Južna Amerika in dol se dogajajo stvari. Mogoče še primerjava, ko si kot tekmovalec moral te stvari delati, pa sedaj je verjetno velika razlika. Tako je. Ja, se pravim, punce vejo, da moj sistem dela pri njih dveh je, jaz sem, zdaj bo se grdo slišalo, ne, ampak če recimo jaz z njimi zmeraj delam, da če se meni kaj zgodi in mene ni več, morajo one delati naprej, ne, ni tle zdaj pa konc zgodbe, ne. Zgodba je Tina in Veronika, jaz probam po mojih najboljših močeh pomagati, tako je bilo tudi pri meni, ko sem jadral z Mitjo, ko sva bila pač praktično skoraj sama in to znanje nekako probam prenašati, kot sem prej rekel, pač jadranje je individualni šport in trenerji ne morejo skakati na polje, tako kot ne vem, pri fuzbalu in tam pri košarki, sicer do črte, ampak praktično so dodatni igralci. Jaz in Jure na olimpijadi bo še toliko teže, ker bomo 50 metrov za štartno linijo in smo zelo omejeni z opazovanjem naših jadralcev, tako da to je čisto neka druga zgodba spet in tako da probam zmeraj dopovedovati in dopovedati, da jadrnico treba negovati, to je njuno plovilo in morajo vse poznati in znati popraviti, tako da so relativno obe dve. Mogoče Tina, zato ker, ne vem, brat je dirkal z motorjem, pa oče pa tam znajo držati šrafciga, tako da ni problem. Verjetno tudi Veronika, ampak me zanima, recimo v Braziliji portugalščino, posebno portugalščino uporabljate ali kako se dogovorite v kakšni taki delavnici?
velik problem imamo, ker noben ne zna angleško, tako da se pravimo nekako sporazumevati z rokami, pa malo znamo špansko, italijansko, pa nekako pravimo, no. Malo je problem, no. Bi bilo dobro, da se kaj naučimo, ampak ni tako lahka portugalščina. No, do olimpijskih iger je še nekaj časa. Zanima me, če ima še kdo? Jaz bi za obe posadki 3 vprašanja. Prvo, koliko časa ste vse skupaj bili v Riu oziroma boste do samih olimpijskih iger, kolikokrat in po dnevih, mesecih, če se da približno preračunati, to je ena. Druga zadeva, karakteristika glavnih 3 favoritov za kolajne. In pa, a bo kaj navijačev, gre kdo od domačih zraven? Hvala. No, vse skupaj 60 dni do olimpijskih iger. Jaz moram reči, da razred FIN je v zadnjih 5-6 letih zrastel neverjetno in da je konkurenca trenutno izjemno močna. Tako močna je, da vam lahko naštejem, koliko jadralcev dobrih oziroma držav, kot je Španija, Portugal, so ostale od zunaj, Rusija, Nemčija, Avstrija, to so Avstrija, Nemčija, Poljska, dobre in so ostale od zunaj, konkurenca je izjemna in na 3 se omejiti je zelo malo. Jaz mislim, da jih je treba vsaj 10-15 jadralcev Scott je nad vsemi, on praktično nima šibke točke, povsem gre dobro, edina mogoče, jaz upam, šibka točka bo, da so olimpijske igre in to za njega prvič in da se pričakuje od njega vse in da bo tu mogoče kaj padel. Drugače pa je fizično brutalno pripravljen, ima dobro ekipo, ima dobre materijale, so že 7 let dol, 6 let v Riu in poznajo vse zelo dobro. Nima neke šibke točke. Ostali jadralci pa so, recimo, če pogledam Francoz, Šved, Finc, zelo v boju, odvisno, če bo kakšen dan manj vetra, odpadejo. Prav tako Nizozemc, pol imamo po lahkem metru, Madžar je zelo dober, Urugvajc, Argentinc, Novozelandc, Avstralc. Jih je... Se si naštel pol flote že? Jaz to, ja. Jaz bi rad, da je mešano, ne, kot ponavadi. Jaz sem vesel, če je mešano, da je malo vetra, da je srednje, da je močen, to bi bilo meni idealno. Definitivno so pogoji v samem zalivu dosti bolj pisani na mene. Sem prepričan, da imamo zdaj eno manjšo prednost, ki smo jadrnico malo preštudirali po majhnem vetru in gre po majhnem vetru kar precej boljše. Smo, mislim, da v zadnjih 2-3 mesecih to izjemno popravili in komaj čakam to tudi izprobati na regatnem polju. Po močnem vetru vemo, da so drugi močnejši, so vsi 2 metra, 103, 104 kile. Veslajo na ergometru vsi pod 6 minutami, jaz veslam 6:25, 6:30 sem najslabši. So vsi izjemno fizično pripravljeni. Definitivno sem jaz, kar se tiče izkušenj, sigurno na prvem mestu in jaz upam, da bom lahko tukaj izvlekel to maksimalno. Kar se tiče ostalih odhodov v Rio, pa ta Zika je postal mal problem, tako da noben šel. Problem ali pa dobro, bomo videli na koncu. Tina, Veronika. Ja, razpored je že narejen tudi za vse klase, ki je vozijo. Mi smo 4-krat notri izmed rejsom in 3-krat od zunaj. To se zna še spremeniti, no. To je okvirno. No, pa nadaljujemo sedaj žensko posadko na Jolandine vprašanje.
Ja, tudi medve so bile 60 dni, to je plus. Konkurenca je sigurno zelo močna, veliko posadk je napredovalo, tako da zdaj je tu že več kot 10 posadk, ki lahko poseže tudi po medalji. Sigurno najboljše, mislim, med najboljšimi so tudi dve posadki, ki so dobitnice medalj v Londonu, zlato in srebrne medalje, to je novozelandska posadka in Angležinje. In poleg tega so zelo močne tudi Avstrijke. Dvakrat so bile svetovne prvakinje, letos evropske in pol je še ogromno drugih posadk, kot so Kitajke, Američanke, Francozinje, ki so bile letos svetovne prvakinje. Res je ogromno posadk zelo močnih. Mislim, da so te Novozelandke zelo konstantne in imajo veliko izkušenj, tako da ne vem, bomo videli, no, pogoji so posebni, tako da lahko se marsikaj zgodi, no. Ja, kot si ti, Veronika, že v večini povedala, kateri so favoritinje. Sigurno bo dosti odvisno od pogojev. Navijači, ne vem, z moje strani mislim, da ne bo nobenega od domačih šel dol, tako da. To je z moje strani, ne. Se pravi, bo Vasilij imel edini, ne, brata. Še kakšno vprašanje? Jaz v jadralcih lahko smo tle cel dan in povem vsakemu, ki poznam, to podzavestno izpoznaš vsakega, točno veš, kje ima prednosti, kje ima slabosti. Tako da bomo pol. Še kakšno vprašanje? Drugače imam jaz zadnje vprašanje in sicer tik pred odhodom v Rio. Vasilij, kdaj greš, pa kdaj gre Tina in Veronika? Ja, mi gremo praktično jutri, za 14 dni. Od 4. do 7. julija nas čaka ena trening regata, ki jo organizirajo trenerji. Potem pridemo domov, smo 2 tedna doma in 23. je odhod na olimpijske igre. Tina, Veronika, kako imata videl plan? Medve tudi potujeva zdaj v sredo na 2-tedenske priprave, ker se bomo tudi udeležili, mislim, da 2 ali enega sklopa teh trening regat, ki jih organizirajo trenerji. Tako da se vračava nazaj v Slovenijo 9. julija in nato odpotujeva nazaj v Rio na pač olimpijado s prvo odpravo slovenske 24. z olimpijsko reprezentanco. Hvala lepa. Ne bom rekel srečno, ampak bom rekel dober veter. So me fantje že pred leti naučili, da je veter pomembnejši od sreče. Hvala lepa.